Torej, gospoda župana gradonačelnika očitno še ni. Jaz verjamem, da pride v kratkem, da se nam pridruži, ga bomo zelo veseli. Drugače pa, kaj ne rečem. Pozdravljeni, dragi gorsko-kotarski rojaki. Me veseli, sem srečen, da se vas je zbralo da ste se zbrali v tolikšnem številu. Jaz vas res prisrčno pozdravljam v svojem imenu, v imenu vseh mojih sodelavcev, v imenu naše ministrice, dr. Helene Jaklič. To me je posebej položila na srce, da vas lepo pozdravim in da želim, da si želi, da prenesem njeno željo, da ta današnji dogodek uspe čim bolj. Ona žal se danes ne more te javne predstavitve udeležiti, ker ima v Ljubljani drugo prireditev, kjer mora biti prisotna. Poleg tega veste, da imamo v Sloveniji čez par dni tudi volitve in so mnogi politiki tudi s temi zadevami nekako zaposleni. Pozdravljam predstavnike sosednjih občin iz Republike Slovenije, predstavljam predstavnike medijev, ki so se zbrali v presenetljivo velikem številu, kar mi je izredno všeč, drugim pa tudi. Pozdravljam tudi kolege iz drugih državnih organov Republike Slovenije in strokovnih organov iz Slovenije, ki bojo danes hrbtenica naše tukajšnje javne predstavitve projekta Vzorčna kmetija Prezid. Ja, projekt Vzorčna kmetija Prezid oziroma vzorčno-turistična kmetija Prezid je ena ideja, ki ni od danes, ki ima že svojih 8 let najmanj življenja za seboj. Spominjam se tistega daljnega leta 2009, ko sva z tukajle prisotnim kolegom Vladimirjem Čeligojem z kmetijskega ministrstva skupaj ugotovila, da je treba za Slovence na Hrvaškem tudi na kmetijskem področju nekaj narediti. In ko se je potem tuhtalo, kako bi začeli, kje bi začeli, je zelo hitro prišlo do odločitve, da bo Gorski Kotar tisto področje, kjer bo matična domovina Republika Slovenija poskušala pomagati tudi na kmetijskem področju. Leta 2010 je potem prišlo do prvega obiska, bil je december, bil je en tak smrzel zimski snežni dan, ampak nekaterega ne bomo pozabili nikoli, ko je prišla tudi ekipa kmetijskega zavoda z nami sem v Gorski Kotar in takrat se je to začelo. Slovensko kulturno društvo je, kot veste, obstajalo že prej, potem smo, kot rečeno, leta 2010 začeli tudi z nekimi kmetijskimi aktivnostmi. Ljudje ste tukaj to z zanimanjem sprejeli, začele so se dogajati razne dejavnosti, čez par let se je postavil rastlinjak, goranski vrt in še marsikaj. Leta 2014 se je pa porodila ideja o tem, da lahko po približnem vzoru vzorčne kmetije v Gornjem Seniku v slovenskem Porabju na Madžarskem, da poskušamo tudi tukajle postaviti neko tak objekt, neko tako gospodarsko enoto. Torej je bilo to leta 2014, pred 6 leti, ideja potem doživljala, kako bi rekel, tako določena nihanja, neke vzpone, padce, v nekem trenutku je bila že silno ogrožena, ampak smo jo rešili. In 2017 je bil potem podpisan dogovor med dvema ministroma oziroma dvema državnima organoma, našim uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in kmetijskim ministrstvom, da se k temu pristopi. In od tedaj tudi za določenimi, kako bi rekel, začasnimi premori in tako se ta stvar nekako napreduje, se uresničuje in danes tisti, ki ste si vzeli čas, ki morda niste iz Prezida, Prezidanci itak poznate tole zgradbo, to gradbišče, ampak tudi ostali, ki ste iz druge gorsko-kotarske vasi, če ste šli pogledat, ste že videli, da stoji tamle v zbitkah, Zoran sem prav rekel, v zbitkah, en lep, velik, krasen objekt, ki bo čez kakšno dobro leto zagotovo že popolnoma končan in to bo naša vzorčno-turistična kmetija, ki bo pa predstavljala nekakšen gospodarsko-kulturni center
nekakšno gospodarsko-kulturno središče gorsko-kotarskih Slovencev in vseh gorsko-kotarcev, ker Republika Slovenija to seveda v prvi vrsti nekako namenja pripadnikom slovenske narodne skupnosti, vendar tudi vsem ostalim. Mi nikogar s svojimi dejavnostmi ne bomo ločevali, kar bo narejeno za prostor, za celoto in mislim, da se te pridobitve, ki ne bi zaživela kot rečeno, čez kakšno dobro leto, da se te pridobitve lahko veselite vsi prezidanci in vsi gorsko-kotarci. Če bo zadeva taka, kakšna verjamemo, da bo in danes vam bojo strokovnjaki iz Kmetijskega zavoda in iz Turistične fakultete in kolegi iz Kmetijskega ministrstva in iz urada, kolega, ki je vodja projekta odbora, to podobo bodoče kmetije, bodočega delovanja kmetije poskušali izrisati čim bolj in boste videli, da bo to nekaj res takega, česar se lahko že zdaj veselimo in kar bo res temu prostoru služilo na najboljši možen način. In jaz nekako čutim in verjamem, da ste vi to idejo, to zamisel, da ste sprejeli, da tudi vi vanjo verjamete, da ste se tudi zato udeležili te javne predstavitve, te prireditve v tolikšnem številu in tega sem tudi še posebej in dodatno vesel. Zdaj, jaz bom to prireditev tudi nekako moderiral, se reče, ali kako vodil, dajo besedo, zato mi dovolite, da prav zelo na hitro v parih stavkih povem tudi, kako približno bo prireditev tekla. Jaz sem torej naredil en uvod in tudi nekako izrekel pozdrav, gotovo sem koga pozabil, se res opravičujem, vedno koga pozabim, tak sem, lahko bi bil boljši, se strinjam. Ampak torej moram povedati še, kako ne bi zadeva tekla. Po tem mojem pozdravu začne tisti uradni program. In prva točka uradnega programa bo nekaj, kar nekateri morda že veste, nekateri pa ne, in bo eno veliko presenečenje. Po tisti točki presenečenja bojo pozdravili drugi kolegi, sodelavci, ki pri projektu sodelujejo tako rekoč od samega začetka oziroma izvajajo pomembne vloge znotraj tega projekta. Potem bojo pozdravili tudi predstavniki ostalih dveh gorsko-kotarskih slovenskih struktur, in sicer Slovenskega kulturnega društva in Sveta za slovensko narodno manjšino Mestne občine Čeber. Potem pa bosta sledila dva vsebinska bloka, ali kako naj se izrazim, dve predstavitvi, tudi podprti za audiovizualno tehnologijo. Prvi bo na vrsti Kmetijski zavod, ki bo predstavil na kratko, kaj je bilo že doslej narejeno tukaj v Prezidu in Gorskem Kotarju, nasploh na področju kmetijstva, vsaj v tistem smislu sodelovanja z njimi, nato pa še Turistična fakulteta iz Brežic. Vmes bosta še dve takile kulturni presenečenji, na koncu boste pa lahko tisti, ki boste želeli, tudi še kaj sami povedali, vprašali, tudi pozdravili, če prihajate v predstavništvu recimo občine ali tam Vasja, vidim Vasjo, se opravičujem, da ga nisem prej pozdravil, tudi predsednik Sveta za slovensko narodno manjšino Primorsko-goranske županije. Skratka, na koncu bo tudi še čas za vprašanja, za lastne posege in za tudi pozdrave. To bi bilo zaenkrat za začetek z moje strani vse in zdaj imam veliko čast, veliko zadovoljstvo in veselje, da napovem nekaj, česar v Prezidu in Gorskem Kotarju še ni bilo. In če nečesa še ni bilo, potem pomeni, da je tisto zgodovinsko. In to je res zgodovinsko. Torej, v Kulturnem društvu Gorski Kotar so po daljših spodbudah se ojunačili in organizirali in sestavili pevski zbor. In ta pevski zbor Slovenskega kulturnega društva Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar bo danes nam tukaj se predstavil in zapel prvič v zgodovini. Prosim, hvala lepa.
Ko so fantje proti vasi šli, lepe pesmi so prepevali. Jaz pa nisem pel, nisem bil vesel, pa tudi z njimi nisem šel. Jaz pa nisem pel, nisem bil vesel, pa tudi z njimi nisem šel. Šel sem tja pod okence, moje drage bebe ljubice. Ona mirno spi, ona sladko spi in se nič več ne prebudi. Ona mirno spi, ona sladko spi in se nič več ne prebudi. Pojdem tja na grob zeleni, z rožcami vrst posajeni. Tam si utrgam cvet, tam si utrgam cvet, je meni moji ljubi svet. Tam si utrgam cvet, tam si utrgam cvet, je meni moji ljubi svet. Osebno sem navdušen, prepričan sem, da ste tudi vi. Če bojo tako nadaljevali, jaz mislim, da v kakšnih 2 letih bojo postali najboljši slovenski zbor na Hrvaškem. A je tako, Vasja? Tako, evo. Torej, to je bilo tisto presenečenje, tisti dogodek, ki ga še ni bilo in upam, da bo se ponavljal čim pogosteje. In da bo tudi pevska dejavnost dobila svoje mesto v tem našem kulturno-gospodarskem centru v Zbitkah, v vzorčni kmetiji. Naslednji je na vrsti gospod Vladimir Čeligoj, sekretar z Kmetijskega ministrstva Republike Slovenije, človek, ki je pri ideji, realizaciji projektu vzorčne kmetije navzoč od prvega trenutka dalje. Zato mi je tudi v tem primeru res posebno veselje, da mu predajam besedo. Prosim, Vladimir, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj v mojem osebnem imenu in pa tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Rudi me je že predstavil, naj pa povem to, da sem dejansko res od samega začetka pri stvari. Namreč že 12 let prihajam v Gorski Kotar z različnimi vsebinami na področju kmetijstva. Zdaj so mi pa dali samo 5 minut, da govorim. Ampak, glejte, tako pač je. Določene poudarke bom povedal, ampak za vsak slučaj sem pa povabil Zavod za kmetijstvo Ljubljana, kjer bo Jasmina Slatnar, specialistka za živinorejo, nazorno pokazala, kaj vse smo delali skozi teh 10 oziroma 12 let. Nekaj besed bi pa spregovoril vendarle, kar zadeva same stavbe vzorčne turistično-izobraževalne kmetije.
Ideja se je rodila 22. julija 2015 v Porabju. To je bila dan otvoritve vzorčne kmetije slovenske v Porabju. Takrat je bila izročena beseda, podoben primer bi bilo dobro narediti tudi v Gorskem Kotarju. No, temu so sledili razni sestanki. Glavna stvar je bila pa leta 2017, ko sta Urad za Slovence in kmetijsko ministrstvo podpisali dogovor, da pristopata k realizaciji te stavbe oziroma tega projekta. Sledila je 2019 še aneks k temu, tako da moram poudariti, da ta objekt, ta projekt so podprli 4 ministri iz 2 različnih vlad. To ni tako nepomembno, ker v političnem smislu je dostikrat tako, da če ena vlada nekaj predlaga, druga vprašanje, če bomo rekli, povzame oziroma nadaljuje, ampak v tem primeru je bila podpora dana od 4 ministrov, od 2 različnih vlad. Tako da kljub raznim težavam, kot je bilo že omenjeno, projekt smo začeli in gradnja je začela novembra oziroma 20. leta. Januarja je stavba bila pod streho, vsi smo bili ponosni, takrat sta 21. januarja si ogledala in obiskala Prezid in pa ta objekt tudi minister dr. Jože Podgoršek in pa ministrica dr. Helena Jaklič. Mi imamo v nedeljo volitve, prišla bo zdaj nova vlada, ampak mi, ki smo na ministrstvih, bom rekel administracija, mi ostajamo in ti, ki ostajamo, držimo tudi, bom rekel, spodbudo in vse skupaj v rokah, da stvari se nadaljujejo, tako da smo že naredili tako, da bo treba to stavbo dokončati. Poudaril bi pa naslednje. Ta stavba ni samo od kmetijske izobraževalne skupnosti Gorski Kotar. Ta stavba je za vse vas, ki tukaj živite. In to stavbo Slovenija podarja vam, zato da boste imeli en center, kjer se boste lahko sestajali ali na raznih prireditvah, bodi si, da bo zbor imel tam vaje, ali recimo, da bodo imeli dopolnilni pouk slovenščine. Skratka, bo en center dogajanja, od vas je pa odvisno, da vzamete ta projekt, ta objekt, da ji date vsebino in da peljete stvari tako, da bodo imele, bom rekel, srce in dušo, kajti brez vas objekt kot tak bo mrtev. Zato je na vas, da ga vzamete za svojega in da ga kot svojega tudi plasirate na trgu. Mi smo pred 2 letoma angažirali tudi turistično fakulteto iz Brežic. Danes je tukaj z nami profesor Koščak in njegova sodelavka Barbara, ki sta sodelovala pri, bom rekel, obdelavi posameznih kulturnih in naravnih znamenitosti. Pripeljali so svoje študente dvakrat, prvo leto in drugo, da so obdelali prvič v Prezidu, potem pa širše v celotnem čabranskem področju. Ker so bile te naloge seminarske zelo kvalitetne, smo se na kmetijskem ministrstvu odločili, da jih damo tiskati. In tako sta nastali 2 knjigi. Ti knjigi sta povzeli vse bistvene stvari z področja turizma na vašem področju in lahko služijo kot temeljita podlaga za razvoj turizma na tem področju. O vsem tem bo spregovoril tudi pozneje dr. Koščak in vam povedal, kako in kaj je smiselno razmišljati in kako in kaj je smiselno tudi razvijati idejo v povezavi z turistično izobraževalno kmetijo.
Vsa ta leta smo pa, še to bi želel reči, da vsa ta leta, ko smo imeli določene kmetijske delavnice in izobraževanja, so bila predvsem v zadnjih letih usmerjena v to, da ostanejo te stvari kot podlaga v navezavi na bodočo turistično kmetijo. Bodi si to, da kot rastlinjak, goranski vrt ali pa kaj drugega. In ne nazadnje, ta turistična kmetija mora biti povezovalni element med vami. Ni rečeno, da bo ta turistična kmetija sama pridelala ali pa vzredila dovolj. Vas bodo povabili, tisti, ki ima, ne vem, zelenjavo, ali ki ima krompir, ali ki ima mlade kozliče, bo lahko te stvari v povezavi s kmetijo tudi prodal. Skratka, kmetija sloni predvsem na neki dejavnosti, predvideli smo kozjerejo, ki je tu doma in ki je razpoznavna, in po temu naj bi bila tudi ta kmetija razpoznavna tja do Trsta, Ljubljane, Zagreba, Reke. To je vaš teritorij, od kjer naj prihajajo ljudje, ki si želijo miru v vašem prijetnem okolju. Hvala lepa. Najlepša hvala prijatelju Vladimirju Čeligoju. Njegov prispevek je resnično neprecenljiv. To moram poudariti še enkrat. Ker sem že prej omenil, da gotovo sem koga spregledal, naj jo zdaj omenim in pozdravim tudi predstavnika četrte ali pa prve, kakor ne mislim vrednostno ali po kakršnikoli zaporedjih, gorsko-kotarske torej organizacije, društva Pavčave Šiše, gospoda Markota Smoleta. Lepo, da si prišel. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti predsednik projektnega odbora, moj kolega z urada, Robert Kojc, ki bo v svojstvu predsednika ki je trenutno v tem smislu pravzaprav prvi človek tega projekta, te zgodbe, bo predvsem prikazal zadevo z vidika projektnega odbora, tako da te, Robert, vabim k mikrofonu. Hvala. Še bliže, saj me boste slišali. Spoštovani, hvala za številčni odziv. Marsikoga od vas osebno poznam. Dodal bom pa ob letnicah, ki smo jih še slišali, eno osebno. Ta je pa 2015. Takrat sem jaz prišel na urad, spoznal Rudija Merljaka, v nadaljevanju kolege, ki so bili prej našteti, in vsi so neke vrste moji mentorji. Kajti, ko sem med svojimi obveznostmi lahko v zamejstvu bil prisoten, sem tudi zelo hitro v Gorski Kotar prišel, v Prezid. In priznam, edino, kaj sem vedel, je izjemni ljudje, izjemno prijazni, izjemno delovni, izjemno lepi kraj, izjemna kulinarika, kateri se jaz ne morem oporekati ali pa odreči. In vsekakor od takrat naprej sem nekako okužen z Prezidom, nekako se čutim povezanega in vse, kar je bilo povedano, se je uresničilo. Morebiti je to tudi razlog, zakaj sem v nadaljevanju dobil zaupano to nalogo kot tretji predsednik projektnega odbora, kajti ne lastim si pravic, da sem jaz edini in odločujoč faktor, da to, kar danes vidimo, je nastalo. Prvi je bil Vladimir Čeligoj, ki je oral ledino, namreč treba je vedeti, projektni odbor je tudi sooblikoval to idejo, ki je bila nekako v gradivih fakultete za turizem takrat še ne opredmetena, ampak tisti, ki smo med vrsticami znali čitati, smo to potrebo že videli, da jo bo treba realizirati. Seveda se je ideja nadgrajevala v podobo, ki jo danes imamo. Pri tem je tudi kolega Tadej Bojnec iz urada, ki ga moram na tem mestu omeniti,
izjemno delo opravil, kajti brez finančnega vidika seveda se ne moreš lotiti, kajti vsi, ki ste kadarkoli bili povezani z gradnjo, veste, s kakimi težavami se srečujemo. Prva stvar pa je seveda skepsa, ali bo to sploh kdaj narejeno, pa kdaj bo narejeno, pa kako. In verjamem, da je marsikdo takrat, ko je še bil prvotni objekt, si sploh ni mogel predstavljati, kaj vas v prihodnje tukaj čaka. Tudi ko se je ta objekt podrl, ko je bila gradbena jama, ste verjetno marsikateri hodili tam, pa ste si mislili, pa kaj Slovenija tu koplje pa dela, saj nič iz tega ne bo. Ni res. 1 leto nazaj, ali pa 2 zdaj že, je bilo prelomno. Zoran Ožbolt ima nočne more, ko sliši Robert Kojc, ker sem mesečno tukaj in vam povem, brez vas, brez njega, brez ekipe, brez Kisa, kot takšnega, ne bi mogli nič narediti. Jaz sem samo mali člen, en katalizator, da ko misli, da bo predahnil, je spet Kojc za ekipo tukaj in spet mu damo roke, kaj bo narejeno. In jaz verjamem nekaj, in to je glavno sporočilo današnjega dne. Objekt bo v teku 2. leta na ključ predan. Ali bo to zdaj junij, julij, avgust, me ne držati za besedo. Vsekakor v drugi polovici leta bo zaživel. Druga zelo pomembna zadeva pa je, kar ste zdaj slišali. To ni objekt Republike Slovenije. To ni objekt sam po sebi. To je vaš objekt in zlasti nekaj si dajmo zapomniti. Jaz sem na uradu pristojen tudi za nekatera gospodarska vprašanja in vsi se zavedamo nekaj, kako pomembna je gospodarska osnova. Našteli smo kmetijstvo, turizem, izobraževanje, vse dejavnosti, ki so s tem povezane. Ampak zlasti pa je to perspektiva za vas, za mlade. Tam gledam. Vem, da po osnovni šoli greste v svet, greste v Slovenijo, greste v Hrvaške kraj, greste v srednjo šolo, fakultete, srečate partnerje in na koncu se odločate, kje boste živeli. Tukaj le boste imeli perspektivo. In to že v letu 2024. Prav gotovo. In ne samo tisti, ki bodo na vzorčno izobraževalni turistični kmetiji delali, ampak tudi tisti, ki bodo z njo sodelovali. In če pogledamo zgodbo o uspehu v Porabju, je to celi regiji dalo zagon. Ker pa tudi vidim kolege iz Lovrana in še marsikje drugje. Je pa še tretji vidik, ki bi ga izpostavil, s tem povezujemo tudi zamejstva. Tako kot na kmetijskem področju v okviru Agra Slomak, tudi Kis Gorski Kotar sodeluje, bo ta kmetija en del v verigi naših objektov, naših aktivnosti, ki se od Koroške do Tržaške, Goriške, Porabja tukaj umesti v en krog, ki vam bo dal tisto, kar more biti v času krize, negotovosti, lahko rečemo, ta objekt bo obstal, ta objekt bo uspešen in glede na velikost 1000 kvadratnih metrov in vseh aktivnosti, ki jih bomo v nadaljevanju slišali, verjamem, da bo to en nov zagonski cikel za razvoj in tudi preboj Prezita in Gorskega Kotarja v tej regiji. Hvala lepa. Robert, iskrena hvala za tvoj zelo vsebinski in prav navdahnen govor. Res, hvala lepa. Naslednji bo na vrsti Zoran Ožbolt. Počakaj. Jaz sem že pred par leti, ko sem ob eni podobni priložnosti na kratko pozdravil, dejal, ta misel me prišla zdaj tako v spomin in se mi zdela, da je dobra in jo bom ponovil. V Gorskem Kotarju sem tedaj dejal, nimate železnice, verjetno tudi nikoli ne boste imeli, imate pa lokomotivo in ta lokomotiva je Zoran Ožbolt. Človek, predsednik kmetijsko-izobraževalne skupnosti, ki je tudi sama išla iz kulturnega društva Gorski Kotar. Bo povedal, zato ker imaš vse prevzel. Ne bom, ti boš zagotovo še mnogo stvari povedal, ampak resnično človeka, kot je Zoran, je treba iskati. Republika Slovenija je seveda tista, ki se je odločila, ki financira, ampak brez njega, brez kmetijsko-izobraževalne skupnosti, brez njenih sodelavcev, vzorčne kmetije v Gorskem Kotarju nikoli ne bi bilo. Tako da moj poklon Zoranu Ožboltu.
Hvala za tako lepe besede. Jaz bi sve skupaj pozdravil prijatelje, članove, visoke goste tukaj. Jaz sem se malo zapisal, zato ker se vede, danes je tukaj v uvodu že dosti povedano, pa se bodo ene stvari se bodo dvojile. Dal me tudi nakon 10 let dela dobrega, Rudi me je dal samo 5 minut, tako da bom skušal tu vse obaviti. Rudi je moderator, pa sem se malo zapisal, pa bi šel kar naprej. Tukaj so slike menega procesa, boste videli, malo je odvojeno, nismo nič kaj posebej oblikovali, da boste videli, da se je delal, kaj se dela, kje se sastaja, da ne boste mislili, da je tu vse naenkrat prišel, pa da je nekdo široko grudno tu dal, kar mi danes recimo imamo. Takrat, ko smo tudi na početku, moram povedati, delali, sem jaz rekel, da bi morda bil tudi dobro, da delamo malo večje, pa so bile sve protiv. Danes se pa kar vidi, da je kar malo mesta tukaj, znaš, da bi bil lahko še kak meter više. Evo, danes je tukaj v vodu že dosti povedano in se ne bom ponavljal, morda pa tudi kakšno besedo slišite dvakrat. Jaz bom skušal na kratko povedati o KIS-u in o našem delovanju, zgodovino, sedanjost in vizijo prihodnosti. Ko sem dobil nalogo, da malo na hitro povem o KIS-u v par stavkih, sprva je to izgledalo zelo enostavno, potem sem pa začel brskati po slikah in sem prišel na veliko težavo. Na vprašanje, kdaj se je začelo z sodelovanjem in delom, sem prišel na odgovor, da nismo sploh prenehali so povezavo z domovino Slovenijo. Prav uradno se je začelo z udrugo Trbuhovica, ki je pred 20 leti naredila mednarodni projekt KARC 2003 in Republika Slovenija, ki ga je tudi uspešno končala. Leta 2007 smo ustanovili Slovensko kulturno društvo Gorski Kotar, prvi predsednik je bil Berni Godeša, naprej je pa to funkcijo prevzel Slavko Malnar, ko je za svojo ljubeznijo in sočutnjo organiziral razne sekcije, kam je nastala tudi sekcija za kmetijstvo. To se je zgodilo v letu 2009. Konec leta 2010 je bil prvi strokovni uradni obisk. Začeli so nas obiskovati tudi ministri iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Leta 2012 je prišla pobuda od strani kmečke organizacije v zamejstvu, da se organizira zamejska organizacija Agroslomak. Namen in cilj delovanja Agroslomaka je medsebojna povezava, sodelovanje, izmenjava informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in podeželja. Ker smo bili pridni in dosti delali, smo leta 2013 na pobudo urada in MKGP-ja ustanovili udrugo KIS Gorski Kotar, katera je za svojim aktivnostim začela z hitrim rastom in sponom. V tem mednarodnem srečanju Agroslamak smo v Porabiju videli, da se dela vzorčna kmetija in nam je prišla misel, kako lepo bi bilo, da je tudi pri nas nekaj podobnega. Tega bom staviti. Na sami kmetiji in zemljišču bi se odvijale razne delavnice in področju izobrazbe in usposabljanja. Prvi smo to idejo predstavili na obisku ministru Gorazdu Žmavcu v Prezidu aprila 2014. Zraven rednih aktivnosti, ko smo jih izvajali, smo tudi malo razpravljali in ogledovali, kaj bi in kje bi takšno kmetijo lahko vse izvedli. Ob otvoritvi vzorčne kmetije v Porabiju 2015 je minister Gorazd Žmavc prikimal, da je naslednja večja investicija v Gorskem Kotaru. Hvala mu. Tako se je tudi začelo. Zgodba o vzorčni kmetiji iz naše nenehno upanje, da se bo to zgodilo. Pripravili smo razne ideje, kje bi to zgradili ali pa obnovili kakšno postoječo stavbo ali pa imanje. Leta 2017 smo podpisali kupoprodajno pogodbo in začeli z majhnim korakom naprej. Ideje, vizije, načrti, realizacije prvih korakov do izgradnje tretje gradbene faze.
Tukaj se moram malo vrniti nazaj in takoj povedati, da je veliki korak naredila ministrica dr. Helena Jaklič iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter tedanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec s podpisom pogodbe o financiranju in sejo vlade Republike Slovenije, ko je to podprla. Sedaj imamo objekt, intenzivno se dela nadaljnja izgradnja, izvajajo se elektro in strojne instalacije, smo pa v fazi razpisa za omete, izolacijo fasade, zunanja ureditve, keramike, knaufa in tako naprej. Objekt se planira dokončati na otvoritev in pričeti z delovanjem naslednje leto, maj-junij 2023 in bo v veliko pomoč našemu kraju in širše za obstoj in preživetje na kmetiji. Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom in krajanom, vsem društvom, da ne bom koga pozabil, kmetijskemu zavodu in vsem svetovalcem, ko imajo potrpljenja z nami. Zahvalil bi se pa tudi Agroslomaku in vsem zamejcem, ko smo jih spoznali, čudoviti ljudi. Obstajajo pa dva človeka, katerem sem neskončno hvaležen. Tako to pride včasih. Ja, ni treba. In ne bomo nikoli mogli vrniti tisto, ko so nam dali. Tu sta pa Rudi Merljak, pa Vladimir Čeligoj. Evo. Hvala vam. Hvala, Zoran, za tvoje besede. Moram reči, da njegov prispevek, Zoranov prispevek je res izjemen, nenadomestljiv, on je nenehno, tako rekoč skoraj 24 ur na razpolago in če bo komu šla tista, bi rekel, velika zahvala, ko bo vzorčna kmetija postavljena in zaživela, naj to gre, prosim, Zoranu Ožbotu. Zdaj je na vrsti spet en kulturni vložek, kar pomeni, da nam bojo pevci pevskega zbora Slovenskega kulturnega društva Gorski kotar zapeli drugo svojo pesem. Izvolite! Kje so tiste stezice, so časi bile, zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Zdaj pa raste
kjer so mamca moja. Zdaj, po drugi pesmi lahko priznam, da sem imel tremo, kako se bojo fanti izkazali, ampak sem navdušen, odlično. Tako da ne v 2 letih, morda že v 1 letu in pol bojo najboljši zbor na Hrvaškem. Odlično. Ja, že večkrat smo danes slišali, da seveda Kmečka izobraževalna skupnost Gorski Kotar ni edina organizacija, ni edini subjekt Slovencev v Gorskem Kotarju, tu obstajajo še druga društva. Eno od njih je tisto, ki je bilo na nek način morda prvo, vsaj v enem takem bolj množičnem smislu, in sicer je to Slovensko kulturno društvo Gorski Kotar, ki ga je na samem začetku, ko je bilo ustanovljeno, vodil gospod prezidentski rojak Berni Godeša. Ne vem, če je tukaj, če si tukaj, Berni živi, ampak mislim, da ga ni. Za njim je prevzel predsedniško mesto Slavko Malnar, človek, ki sem ga zelo spoštoval, vendar je žal mnogo premlad, tragično preminil. Za njim je pa potem prevzel mesto predsednika njegov brat Damjan Malnar, ki seveda tudi spada k krogu tistih ljudi, ki ste tukaj v Gorskem Kotarju tako rekoč za vse, povsod date svojo roko, povsod date svoj prispevek in si v tem smislu zaslužite naše veliko spoštovanje. Lepo prosim, Damjan. Ljete smo v Prizdi, pa bomo pa domači. Jaz vas vse najlepše pozdravljam. Začel se, dragi Rudi, ko smo zadnjič me rekel, jaz ti tega varim res, da se stari, ali oprosti, tu se me ti navadil. Si me predvsej rekel, da ne bomo nič naredili, če ne bomo šli na ti. Ja. Skoraj 20 let je, kjer je prve stike, kjer je Slavko navezal s tabo. In ko smo skep prišli na urad, tu je 2003 letu, ko smo začeli postavljati temelje Slovenskega kulturnega društva. Mi smo, v bi rekel, mate kisa. Zato, ko z našega društva se naredil kis. Ali i člani, kjer zdaj vodijo, so bili veliki pobudniki, da se Slovensko kulturno društvo naredi. Ko smo pred 20 letmi tu začeli, lahko vam rečem, da nisem verjel, da se bo nekaj tacega dogodilo v Prizdi. Nisem sajno. Mi smo šli za nek drugih, da ljudem pomagamo, z neke druge stvari, ali pa ko so se začele neke ideje, pogotovo, dragi Rudi, v tvoji glavi rojevati, se moramo zavedati. Lata kmetija bi bila lahko čisto neki drugli. Lahko bi bila v Istri, lahko bi bila Varaždinske županije, ali hvala sveme van, kjer ste ljeti, da ste zbrali prizet. Verjemite mi, polno ljudi late, ko ljeti sedi. Zgledajo skromni, ali so hedu veliki. Oni so deli rakov žrjavko, da se prizde naredi to, kar se je naredil. Zato vam od srca hvala. Sveme, ne bom ni nobenega posebej, zato komu kaga preskočil. Zdaj je pa na nami. Hiša narejena, skaraj. Zoran je kapa do poda, kako bi se rekel, res je dobro vodil sve uno. Zdaj je stane pa na nami. Kaj bomo naredili z ostem?
Mi se moramo zavedati, in jaz se trdno nadjam, da bo ta hiša dešava pa da mačemo kruhe, jede, a še bolj, mar da je i še bolj bitno, da hiša deši pa da mače besede i pa da mače pesme. Hvala. Hvala tudi Damjanu za te lepe besede. In moram potrditi, da je imel zelo prav, ko je rekel, ja, vzorčna kmetija za Slovence na Hrvaškem bi lahko stala tudi kje drugje. Če kdo to ve, veva jaz in Vasja Simonič, ki so se najprej pogovarjala, ko smo najprej z Vladimirjem Čeligorjem rekli, da bi bilo treba tudi za Slovence na Hrvaškem nekaj na tem polju, na polju kmetijstva narediti, sta se pravzaprav najprej z Vasjo Simoničem pogovarjala, če ne bi morda tam nad Loranom so neka pobočja, kjer rastejo kostanji maroni in imajo neki Slovenci neke parcele in to in gor in dol. Ampak tako je potem naneslo, da je bila nekako presoja, da je padla odločitev, da se to naredi tukajle v Prezidu, kjer po našem trdem prepričanju živi tudi avtohtono slovenstvo in danes smo pred tem, da vzorčna kmetija zaživi. Tista zadnja struktura gorskokotarskih Slovencev, ki se je vzpostavila in je stara šele pičli 2 leti, je Svet za slovensko narodno manjšino mestne občine Čabar-Čebr. Ta svet je dragocena stvar, to je politično telo pravzaprav v nekem smislu, ne ideološko, strankarsko, ne v tem smislu, ampak je del sistema, to je del sistema hrvaške države, to je svetovalni organ, jaz upam, da se tudi na občini tega zavedajo, da ga uporabljajo in če temu še ni tako, sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje, da boste tudi vi spoznali, da je to ena zadeva, ki je vredna, ki zasluži vašo pozornost in ki jo treba vsake 4 leta na novo izvoliti in jo postaviti, da vam pomaga pri vaših zadevah. Predsednik je Slavko Žagar in ga vabim k besedi. Slavko, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v imenu Sveta slovenske nacionalne manjšine mesta Čabar. Kaj reči o kmetiji? Vzorčna kmetija ni samo pomen, ni samo pridobitev za slovensko skupnost, temveč za ves ta naš kraj. Še posebej, če malo nazaj pogledamo in se zavedamo, da od osamosvojitve do današnjega dni ni zgrajen niti noben turistični objekt na našem področju. Mislim, da je ta pridobitev še toliko večja. Sam svet, res je Rudi povedal, deluje par let in se delujemo tako s KIS-om kot z Slovenskim kulturnim društvom. Jaz bi se pa z tega mesta zahvalil. Zahvalil bi se Uradu za zamejce, Ministrstvu za kmetijstvo in zavod, vsem tistim, ki so na katerikoli način sodelovali pri realizaciji tega objekta, navsezadnje tudi Republike Slovenije, ki financira ves ta projekt. In upam, da se naslednjo leto vidimo na otvoritvi. Hvala. Hvala, Slavko, in pridno delate v svetu. Zdaj, z Slavkotom se je zaključil prvi krog, torej prvi del te naše javne predstavitve. Zdaj pridejo na vrsti naši strokovnjaki, zdaj pride na vrsti vsebinski del, kjer se vam bo predstavila nekako podoba vzorčne kmetije, kakršna ne bi bila, ko bo začela delovati. Seveda, tako sodelavca kmetijskega zavoda, kakor tudi sodelavca turistične fakultete bosta prikazala tudi malce tega, kar se je že naredilo doslej, ampak glavnina tega bo predstavljala vizijo delovanja vzorčno turistične kmetije v prihodnje, ko bo zaživela. Torej, imam spet zadovoljstvo, da najavim 2 naša prijatelja, sodelavca, 2 dragocena človeka, ki tudi pri tej kmečki zgodbi tukaj v Gorskem Kotarju sodelujeta od samega začetka, in sicer gospoda direktorja Kmetijskega zavoda Ljubljana, gospoda Jožeta Benca,
in pa gospo Jasmino Slatnar, ki prihaja zelo pogosto sem k vam tudi v vlogi inštruktorce, voditeljice delavnic, tečajev in tako naprej. Torej, na vrsti je zdaj vsebinski blok Kmetijskega zavoda Ljubljana. Predajam besedo njegovemu direktorju, dragemu prijatelju, gospodu Jožetu Bencu. Prosim. Rudi, hvala lepa za besedo. En lep pozdrav prezidanci, krajani ostalih krajev tukaj okoli Gorskem Kotarju in pa seveda vsi dragi gosti tukaj. Kmetijsko-gozdarski zavod je strokovna inštitucija, katera strokovno pokriva to območje kot javna služba ob meji, se pravi tudi te občine Loška dolina, Loški potok, Kosilnica, Kočevje, Ribnica in tako naprej, celo srednjo Slovenijo. In kot taki smo bili povabljeni strani večkrat danes omenjenega gospoda Vladimirja Čeligoja, strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pravzaprav pridemo sem z našimi strokovnimi službami, pomagamo tukaj tudi pogledati, kaj se da na kmetijstvu, kako in kaj. In seveda malo skepso smo to povabilo sprejeli. Tudi 16. decembra, danes bilo rečeno že nekajkrat, 2010, ko je prva ekipa šla sem dol, seveda z Vladimirjem, z Rudijem, smo z negostovostjo pravzaprav poslali ljudi in tudi pričakali odziv, kako in kaj je tukaj. Seveda hitro smo ugotovili, da ste tukaj zelo prijazni, gostoljubni ljudje, naši delavci, najboljše ljudi smo pošiljali tukaj, verjemite, so hitro ugotovili, da kako je prijetno z vami tukaj delati in vsi so pravzaprav se radi odzivali. No, skozi 10-12 let se je marsikaj tukaj zgodilo, o tem bo moja kolegica Jasmina, katera je bila v tej prvi ekipi tukaj, bo več povedala. Jaz sem pravzaprav res vesel, da tukaj se spoznalo, da je možno tudi na področju kmetijstva kar nekaj narediti. Marsikdo se je mislil Gorski Kotar tukaj visoko, najhladnejše območje, recimo Slovenija sicer zdaj Babno polje, ampak pređite tukaj, da ni moč vrtnin pridelovati, da ni moč nekaj druge, ampak izkazalo se, da je moč. Seveda, s časoma je to splošno svetovanje prešlo v vse bolj usmerjeno in ko je prišla ideja do te kmetije, seveda v to smer, da se razvijo tiste panoge, katere se bojo dale finalizirati tukaj, seveda in imajo svojo tradicijo. Vaš interes je tukaj in se jih bo dalo nekako finalizirati skozi kulinariko, rečeno je bilo že domačo kulinariko tukaj v tej kmetiji in pa tudi prodati potem, ko bojo, jaz verjamem, tak in drugačne skupine se tukaj prihajale v to okolje in bo možno tudi ta način tudi tržiti. Ob vsej tej strokovnem delu se mi zdi zelo pomembno, da ste velikim številu udeleževali teh aktivnosti. Tu so bile tako delavnice, kot tudi seveda ekskurzije, vsako leto je bila kakšna, ker je dejansko zelo veliko vas bilo prisotnih in to povezovanje, katero je še posebej pomembno, se mi zdi, potem, ko boste svoj objekt imeli, svojo lokacijo, kjer se boste srečavali, da je tudi na ta način pravzaprav že predvsej pomemben korak bil narejen, da se bo to nadaljevalo dejansko v krasnem objektu, katerega jaz verjamem, da seveda pomagamo kreirati in tudi bomo še v prihodnje, v to sem prepričan, dokler ne bo zadeva v celoti zaživela in dokler bo tukaj želja tako vas, kot tudi seveda pristojni ministrstvo vtaša. Tako da jaz želim res, da bi ta zadeva živela, da jo vzamete za svoje, mi pa bomo, kot rečeno, maksimalno pomagali v tej smeri. Zdaj pa seveda, kot rečeno, moja kolegica Jasmina, kateri je tukaj resnično z dušo in srcem delal vsega začetka, pa prosim, da kaj več tudi konkretneje pove, kako in kaj smo delali in tudi kakšen cilj je v prihodnje. Jasmina, izvoli. Gospod direktor, hvala lepa za lep pozdrav. Moje ime je Jasmina Slatnar, večkrat ste ga že danes slišali. Večino tukaj mislim, da me poznate, sicer me je težko spregledati, ker sem glasna in krupna. Tako da v vseh teh letih se je med nami stkalo ogromno prijateljstev, bolj, manj pristnih, več ali manj se mi zdi, da zdaj kljub temu, da v teh 2 letih nismo bili prav veliko na skupaj, danes sem doživela veliko toplih objemov, stiskov rok in res hvala za vse te leta, ki ste mi jih podarili in ki smo lahko z vami. To je
moram priznati, da pred tistimi davnimi 12 leti, zdaj že skoraj, ko sem prišla sem, so rekli, kam grem se, kam, Gorski Karabah, kam, ne, čist, kako nerazgledana sem bila. Moram pa povedati, da sem tudi ostalim svojim znancom veliko pripovedovala o vaših krajih in tudi marsikdo mislim, da se je zapeljal na mojo pobudo čez vaše kraje. Zdaj bom pa posebej vesela, ker jim lahko še rekla, da se ustavijo in nekaj prigriznejo in spijejo tukaj. Prej sem rekla, samo pelite se skozi, dobre, se kakšen bife je že, ampak ne, tako naše pristno domače pa ne. Kako se je začelo? Mislim, da je prvotno, jaz sem poklicana zaradi tega, ker sem živinorejka, z dušo in srcem. Moja največja ljubezen so krava, tudi največ sem z njimi delala, pa tudi z drobnico. Skratka, te konci imajo veliko trave in so rekli, jaz Gina bo že nekaj našla, to že kaj pametnega skupaj spravlja. No, seveda nekaj delavnic sigurno je bilo na to temo, skušali smo čim bolj spodbujati pridelavo čim boljše krme, seveda tudi nekaj strokovnega dela na področju spodbujanja paše, razne delavnice so bile, da ne bom predolga. No, pokazalo pa se je, da pravzaprav ljudje ob tistem dišečem kruhu, ki naj bi v tej hiši bil, si želijo tudi kakšno dobro klobaso. In smo kar nekaj delavnic seveda na to temo priprave, predelave in tako naprej pripravili. Tudi v letošnjem letu je že bila ena delavnica in sicer ocenjevanje suhomesnatih izdelkov, ki bila prva, je bila pa druga, celo tretja. Skratka, kot vidite, kar nekaj vzorcev so je pripravilo in zgleda, ljudje si želijo tudi potrditev za svoje delo. Mislim pa, da tudi tako prav, da se, kar se naredi, da se tudi dobro pokaže. No, seveda, živinoreja je sicer res ena panoga, sem nekako vsem tukaj ta del kmetijstva mogoče malo manj aktiven. Smo pa videli priložnost, oziroma se je pokazalo, da je tukaj zelo veliko lepih nasadov, visokodebenih nasadov, sadovnjakov in da si tudi ljudje želijo tudi pridelave nekaj sadja, da tudi določene lege so primerne za druge sadne vrste, ne samo za jabolka in tako naprej. Skratka, kolega sadjarja Marjana Caf, pa tudi Tone Zavodnik sta vedela kar nekaj delavnic. Skratka, v teh običajnih oddelih, ki jih moramo upraviti v sadovnjaku. Potem smo takrat, ko je tisti znameniti žled, do 2012, 2014, kar precej dreves se podrlo, takrat smo tudi organizirali eno tako pripravo cepičev, oziroma kako nadomestiti drevesa, ki so bila v tem žledu zelo močno poškodovana ali pa čisto uničena. Potem je naša Alenka, ki jo tudi vsi poznate, če ne drugega, ki je zelo visoka, že vrn štrli zaradi tega, ona je velika ljubiteljica tako imenovanega jagodičja. In tukaj je pravzaprav, so se tudi začele prve delavnice in nasejevanje, no pravzaprav te prve jagode celo Ana prinesla, se je skazalo potem, da je pravzaprav to območje, oziroma da tam, kjer je malo nivskih površin, da je to idealna priložnost, da se pravzaprav lahko na majhnih površinah pridela kar veliko pridelka. Tole zdaj recimo v 2018 smo potem ponovno še en tak nasad naredili. No, v bistvu jagodičev je res odlična priložnost za pridelavo, kot sem že rekla, tudi na manjših površinah. Zdaj, vsak si lahko prilagodi na svoj način, možno je tudi v tunelih, da se pravi, da tudi v teh zgodnjih mrazih, ki so tukaj pri vas prisotni, je možno dolgo v jesen tudi še nekaj malin, kaj je lepšega kot skodelica jagodičja oziroma zdravega sadja, ki ga lahko predelamo v različne izdelke. No, to je leta 2015 dokaz, da tudi tukaj lahko uspevajo jagode, tukaj sem pač eno od slik imela, zato sem jo tudi pripravila. Potem tudi se je pokazal kar nekaj zanimanja za aronije, tako da smo tudi tukaj nekaj delavnic naredili. Aronija je pravzaprav tudi rastlina, ki lahko uspeva na manj toplih območjih, možno je predelati res veliko izdelkov in pa vsi vemo, da je izjemno zdrava. No, potem seveda tudi
enkrat v eni priliki, ne vem, kaj je bil eno srečanje Agroslomaka, sva s Perotom skupaj sedela v avtu, pa je rekel, veš kaj, nekaj bi pa mogli tudi na področju vrtnarstva narediti, ne? In potem res iz tiste ideje, ki se je kar tako navrgla, ne, smo že naslednjo pomlad preorali en del zemlje in naredili ta prvi goranski vrt. Takrat je bilo tukaj organiziranih zelo veliko delavnic, veliko ljudi se je družilo med sabo. Nekaj smo tudi seveda obiskovali raznih dobrih praks v Sloveniji, zato da smo se določene stvari še vsi skupaj dodatno naučili. Potem so se začele različne vrtnarske urice, priprava gredic, zelenjavni vrt in tako naprej, kot sem že omenila. Na tem delu pa moram povedati, da je bila ogromna sila definitivno Pero. Potem seveda zelo aktivno se je vključila tudi naša Ana, ona je tudi velika ljubiteljica takih malo bolj eksotičnih vrtnin, kot so recimo tudi špargli, tako da smo tudi nekaj delavnic imeli sajenje, pobiranje in tako naprej in pridelave šparglov. Potem seveda razna poletna dela na vrtu skozi celo sezono. Pred leti sem pripravila tudi eno tako prezentacijo Goranski vrt čez vse letne čase, ampak seveda danes ni za to vse časa. Skratka, pridne ženske, pridne roke, marsikaj se je naredilo tudi v jesen, seveda, ko je treba pobrati, so potrebni ljudje, da se te pridelke seveda spravijo. Tukaj je bilo nekaj različnih delavnic predelave in podobno. No, velika prelomnica definitivno pa je bila postavitev rastlinjaka v letu 2016. Namreč pokazale so se res dodatne možnosti za pridelavo vrtnin v teh krajih z nekoliko hladnejšo klimo. Zdaj, skazalo se je, da rastlinjak ponuja možnosti sajenja 4 kultur v eni rastni sezoni, kar je res nekaj posebnega, tudi za te kraje. Skratka, tle je bilo, mislim, da pa največ delavnic, da so bile najbolj obiskane, da so ljudje najrajše prihajali. Mislim, da se je tudi tukaj kar nekaj izvilo še takih privatnih rastlinjakov, tako da mislim, da je bila to res ena velika prelomnica. No, to so slike iz pridelkov iz rastlinjaka. To niso internetne slike, ena moja kolegica rekla, je rekla zagotovo, je to zrasli. Ja, pa je, in seveda tukaj spet, kot sem že rekla, velika zahvala Perotu, Mariji in vsem ostalim, ki so veliko truda in časa vložili v to, da so seveda na koncu take pridelke tudi uspevali. Seveda je treba tudi nekaj predelati, to je bila ena meni bolj ljubih delavnic, zato ker je bila učiteljica pripeljala tudi mladino, tukaj se mi je zdelo, da je ena tako pristno medgeneracijsko sodelovanje, in da res tako kot Slovenci pravimo, ker se Janez ne uči, to Janez zna. Tukaj se mi zdi, da takrat sem bila res zelo vesela, ko sem videla. Tukaj smo še malo eksperimentirali z zeljem, skazalo se je, da tudi zelje zelo dobro uspeva, seveda tudi delavnice, kako kisati. Ana je bila vsa gajzna, ona je itak taka zelo živahna ženska, ki je vse, nič ni težko in vse dela z veseljem, seveda je imela pa tudi zelo pridne roke, ki so ji pomagale. Potem nekaj smo še o potaknjencih imeli delavnice, potem tudi dopolnilne dejavnosti. Seveda je kar sadjarstvo, vsega sadja se ne da prekuhati, mislim predelati samo v krhlje in v sok, moški si želijo tudi, da je kakšno žganje iz tega, tudi mislim, da 2-krat, celo 3-krat smo organizirali predstavitev ocenjevanja škadnja, tudi kar nekaj vzorcev se je napravilo, mislim, da je tudi kar nekaj vzorcev zelo lepe nagrade oziroma ocene dobilo. Potem tudi želiščarstvo, seveda, ker tukaj že prej je Zoran povedal, da je Trbuhovica in tudi kar nekaj je bilo tudi na tem področju. Smo se izobraževali, hvala in tak zelo velik in lep projekt, meni posebej ljub, je pa tudi čebelarska učna pot. Seveda s čebelarji, mi zdi, da je tukaj eno najbolj obsežno, oziroma največ število ljudi vključenih v čebelarsko društvo, tako da smo kar nekaj imeli predavanj, strokovnih ekskurzij. Mislim, da smo bili celo pred časom, že eno leto predno je bilo preoglašen dan čebel, svetovni dan čebel, je bil tukaj posvet, ki je seveda bil pretežno na plečih gospoda Arha, ki
ki je bil takrat predsednik, tudi ostalih članov društva, da lepo Boga spodbila. Mislim, da je bilo zelo lepo. No, potem se je po 2016-2017 na razpisu smo nekaj sredstev uspeli pridobiti na uradu, da se je začel čebelarska učna pot, vse sorte stvari smo takrat počeli, kar nekaj je bilo dela, mislim, da smo bili na koncu uspešni. Junija 2017 je bila ta otvoritev, zelo veliko visokih gostov in pa seveda tudi domačinov je prišlo na to in tudi kar lep kulturni program je bil nastop učencev, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika in pa marsikdo, ki je tukaj danes bil predstavljen, je bil tudi seveda takrat gost. Potem tudi izloženke v slovenskem in hrvaškem jeziku, kot za promocijo te čebelarske učne poti. Potem seveda tudi smo razmišljali, kako nahraniti čebele, če ravno ni kakšno dobro leto, hoja, kako že rečete, medi, ali kako že, ja. Skratka, potem tudi krompir je tukaj v teh koncih, tudi to smo delali nekaj poskusov, potem razne ekskurzije z področja dopolnilnih dejavnosti, ogleji raznih sejmov kmetijskih, potem tako v Radgoni kot tudi v Komendi, potem so se pa začele tudi srečanje s predstavniki v zamejstvu, sicer prvič oziroma prvo, kamor smo se podali na pot je bilo Porabje, sicer 2014, takrat vidite na spodnji desni fotografiji, da je že v takem približno fazi, kot je zdaj vaša vzročna kmetija, tudi takrat že v Porabju stala, tudi tam smo dobili nekaj idej in se nekaj naučili. Potem smo 2015 obiskali zamejsko skupnost na Koroškem v Avstriji, pogledali smo si nekaj vrtnarskih kmetij, oziroma vrtnarsko kmetijo, pa še nekaj, pač nisem imela časa vse. No, potem v naslednjem letu smo šli še v zaledje Trsta, po poteh podeželskega Krasa, kjer smo si ogledali vrtnarske kmetije, potem čebelarstvo, potem tudi živinorejsko zadrugo, kjer imajo znameniti kmetija Zidarič, ta sir jamar, ki ga zorijo v eni kraški jami, potem pa seveda na koncu obisk Osmice pri gospodu Fabcu, kjer smo se tudi okrepčali. Potem smo imeli še neko ekskurzijo v letu 2007 v Zgornji Radgoni, potem pa eno čudovito, res čudovito razstavo pridelkov in izdelkov in plodov v jeseni, sicer v oktobru 2019, kjer so se predstavili vse to, kar se je v preteklosti dogajalo. Tudi tukaj so bili prisotni otroci in seveda medgeneracijsko druženje. Se mi zdi, da je bilo takrat res zelo pristno. Tudi razstavo so popestrile vrednice s svojimi prečudovitimi ročnimi deli, ki so se lepo vklopili v to razstavo. No in zdaj smo tukaj pri vzorčni kmetiji. Veliko je bilo že danes povedanega. Moja naloga je, da vas pravzaprav spodbudim, da še vse to, kar smo v preteklosti delali, se marsikaj že mogoče pozabilo, da se mogoče obnovi, mogoče tudi nadgradi. Skratka, naše vodilo mora biti, da vse, kar smo se v preteklosti naučili, da mora biti močna povezava, predvsem vsem tistim, kar se bo v bodoče dogajalo v vzorčni kmetiji. Skratka, naši cilji so, poleg da je to skupni prostor za prireditve in skupna druženja, tudi seveda nadaljevanje različnih izobraževanj in delavnic, mogoče širše, ne samo z področja kmetijstva, seveda turistična in gostinska dejavnost, skratka vse te izkušnje, ki jih imate, da se prenašajo, se jih nimamo samo mi, ne znamo samo mi tudi med sabo, skratka, da se to vse vključi v to vzorčno kmetijo in da tisti, ki imate mogoče kakšne pridelke in izdelke v viška, da se jih ponudi tudi v ponudbo vzorčne kmetije. Seveda tudi ta zunanja ureditev, kot vidite, nam bo omogočala, da bomo sodelovali in se tudi družili v različnih oblikah, to se pravi tako v zeličnem vrtu, rastlinjaku in sadovnjaku in podobno. Skratka, bodoče delo, še veliko nas dela čaka, če samo mogoče za letošnje leto se ozremo, spet seveda veliko delavnic v rastlinjaku, ki jih bo vodila letošnje leto še Ana, pa mogoče še drugo leto, pa žal naša Ana gre v penzijo, pa bomo pa videli, boste pa najprej kakšno mlado kolegico videli, ki bo prišla sem sodelovati, pa tudi v sadjarstvu, že nekaj delavnic je bilo, pa tudi mislim, da v ponedeljek, da je sajenje malin,
tako da mislim, da je vabilo že zunaj, če ne pa ne, pa se vprašajte Zorana, jaz nisem organizator, nimam točnih podatkov. No, kot smo že prej govorili, nekaj se bo tudi zemljišč je že v najemu, nekaj se jih bo, da bo pravzaprav zaživela tudi ta živinorejski del te kmetije in sicer Drobnica, tudi tukaj bomo neke aktivnosti imeli, potem seveda še naprej dopolnilne dejavnosti in pa seveda turizem, skratka, predelava, razsek drobnice, suhomesnati izdelki, to je že bilo, pa še kakšno bo, ocenjevanje žganja in tako naprej. Nekaj skupnih fotografij, na katere se jaz večkrat ozrem in jih pogledam, veliko lepih skupnih doživetij, bodimo povezani tudi v prihodnosti. Hvala za pozornost. V projektu so spodaj napisani kolegi, ki so vseh teh letih z vami sodelovali, ene bolj, ene manj poznate, eni so malo bolj v ozadju. Skratka, še naprej smo vam vsi na voljo, zaželene so pa seveda tudi vaše pobude in predloge za nadaljnje sodelovanje. Hvala lepa. Najlepša hvala gospe in sodelavki Jasmini Slatnar. Iz njenega prispevka je bilo razvidno, da se je tukaj v minulih letih že resnično veliko naredilo, veliko zanimivega, veliko koristnega, na kar se že mi sami skoraj težko spomnimo. In še nekaj me je, kako bi rekel, prešilno na nek način, ko je Jasmina govorila, ja, mi, ki prihajamo iz ministrstev in podobnih inštitucij, smo malce profesionalno deformirani v tem pogledu, da naslavljamo, pozdravljamo, izpostavljamo predvsem predsednike in pomembne ljudi. Seveda so oni največkrat res tisti, ki držijo večino bremena, ki peljejo, ki porivajo zadevo naprej, ampak tukaj je v vsakem primeru, res v vsakem primeru še vedno mnogo takih manj vidnih, morda manj znanih posameznikov, ki svojo predanostjo in svojim delom prispevajo in pomagajo, da stvari res tečejo. In tukaj je bil parkrat omenjen, jaz ga moram tudi omeniti, se skriva tam zadaj, on je silno skromen človek, ampak smo videli zelo deloven Peter Lavtar, pa Anita Pintar in še kdo. Tudi tebi, Peter, hvala za vse. Po tem prvem vsebinskem bloku prihaja zdaj na vrsto vsebinski blok, ki bo pokril tisti drugi del delovanja našega centra, naše kmetije in sicer turistični del. Tukaj zdaj vabim predstavnika turistične fakultete Univerze v Mariboru, torej turistične fakultete iz Brežic, profesorja Markota Koščaka in pa njegovo sodelavko, profesorico, docentko Barbaro Pavlakovič. Najprej gospod dr. Koščak. Lepo prosim. Dober večer vsem skupaj. Smo se kar malo odvadili, v zadnjem času takole govoriti, vsebno online, si sedel lepo doma v pidžami in predaval, skoraj tako bi rekel. Pozdrav vsem, ki vas poznam in seveda tiste, ki ste danes ali pa smo danes prvič skupaj. Mi smo verjetno ta zadnji vstopili v to zgodbo, predvidevam kot inštitucija ali pa saj eni bolj. Mislim, da je to, kar smo zdaj slišali do zdaj, zelo pomembno, da vidite in razumemo, koliko je pravzaprav treba nekih priprav, da lahko turizem kapitalizira to zgodbo. Koliko idej, evo, videli tle celo zgodbo na področju kmetijstva. Skratka, turizem je mogoče v zadnjem obdobju, sicer se tudi turizem, vidite, trese, se sooča z velikimi izzivi. Ampak mislim, da lahko ugotovimo, da v teh ravno zadnjih 2 letih, ko se je vse to dogajalo v zvezi s to pandemijo, se je pokazalo, da ljudje iščemo ravno takele destinacije, kot je tale. Zelene, odmaknjene mogoče od tiste masovnosti, kjer lahko dobimo nek individualni stik, kjer smo na nek način varni. In zato sem jaz prepričan, da je to prav gotovo prihodnost tudi v bodočih letih. Tudi nekaj
bi rekel, raziskave, trendi, ki jih zaznamo, pravzaprav to potrjujejo. Zdaj, kako in na kakšen način pravzaprav je ta naša zgodba tekla zelo na hitro. Mi smo, kot sem rekel, 2017 bili s prvo generacijo magistrskih študentov pri vas in na terenskem delu v razgovoru z vašim vodenjem pravzaprav spoznali tisto, kar je na nek način bil izziv. Izziv pa je bil seveda narediti kvalitetne produkte turistične in na nek način vzpostaviti destinacijo, da boste dihali skupaj, da boste kot destinacija pravzaprav prepoznavni. Gorski Kotar ima seveda bogato zgodovino iz preteklosti, ampak mislim, da tudi veliko izzivov za prihodnje. Ste namreč del enega širšega prostora, v katerem se veliko dogaja, kjer je veliko pravzaprav nenazadnje prisotnosti obiskovalcev. Evo, za par kilometrov dol se spustite v Kvarner, so volumni ogromni. Tule pa seveda zgodba še verjetno išče neko. In zato sem prepričan, da bo tudi ta turistična kmetija izobraževalna odigrala to svojo vlogo. Ponovili smo obisk v letu 18-19 z drugo ekipo študentov. Prvi del je bil namenjen bi rekel pregledu in nekim razvojnim smernicam v Prezidu, ostali so bili pa bomo potem šli čez ta teren. Tole so bile inštitucije, ki so pravzaprav sodelovale. Jaz bi se na tem mestu zahvalil, seveda najprej moram reči kolegu Vladimirju Čelegovi iz Ministrstva za kmetijstvo, ki nas je poklical, da smo pravzaprav vstopili v to zgodbo in seveda, ko smo se prvič s gospodom Rudijem spoznali tole na prvi predstavitvi, mislim, da se je poklikalo in da smo videli, da razmišljamo skupaj in tudi me veseli, da zdaj kolegi iz urada in seveda z kmetijskega ministrstva pravzaprav lahko rečem tvorno sodelujemo. Tudi v tem času smo se stankovali, smo se srečali, imamo nekaj izzivov, ki bom tudi na kratko predstavil. Evo, tole so te naše ekipe študentov, razdelili smo jih po skupinah, družili smo se z vami, torej z vašo pomočjo. Nastala sta dva zbornika v slovenščini in eden monografij v hrvaškem jeziku, ki pravzaprav ta zadnja povezuje obe skupaj. Če koga bolj podrobno zanima, kaj je bilo narejeno, Zoran, verjetno ti to še imaš, ne? Ja, knjige so tukaj. In ja, si izvolite pogledati, prebrati, ker v detalj seveda ne bomo šli. Ampak, kljub vsemu, upam, da smo s to aktivnostjo dali določene smernice za prihodnji razvoj, govorim trajnostnega turizma in poudarjam, mi ne želimo, da se tole zgodbo dogaja na način, da vas bo do ljudi obiskali enkrat pa nikoli več, ampak da se to na podlagi dobre izkušnje torej gost vrača in da je to na dolgi rok, zato govorimo o tej trajnosti. In seveda, da to kvalitetno okolje, ki ga imate, naravo, pravzaprav očuvate za prihodne generacije. In v tem krogu seveda tudi dali neke usmeritve za trženje, tako kot je Vladimir prej povedal, to je nek krog, kjer se ocenjuje, da je ta primarni trg. Seveda verjetno bodo prihajali ljudje tudi iz kje drugje, ko se bo to pravzaprav zastavilo tako, kot se ne bi zastavilo. Predvsem smo temeljili turistične produkte na naravni in kulturni dediščini in pa živi dediščini. Torej tisto, kar so vaši običaji, kar je vaša gastronomija, kar je vaša pravzaprav nenazadnje čudovita govorica in tako naprej, ki seveda nobenega ne pusti ravnodušnega. In to so najbrž tiste strune, na katere bi veljalo tudi prihodnje igrati v nekem sozvočju kot destinacija. Torej to je tisto, kar smo potem tudi v tej monografiji predlagali, oziroma teh monografijah predlagali. In bom rekel še to, kar je pa izziv tudi za prihodnje, menim, da z infrastrukturo, ki se vzpostavlja, imam v mislih seveda to turistično kmetijo, prihaja čas, ko bo treba zelo intenzivno delati tudi na razvoju človeških virov. Kajti, ljudje bodo tisti, ki bodo seveda turizem peljali in od teh ljudi je odvisno, ali se bodo ti gosti vračali. Turizem žal ni, jaz upam, da ne bom dočakal dneva, čeprav sem tudi na različnih konferencah to slišal, da bodo vlogo v turizmu prevzeli roboti. Ne želim si, da bi mi na recepciji robot sprejel, pa mi zaželil lahko noč. Če je
taka prijazna receptorka ali pa receptori to pristojno drugačno doživetje. Torej, prisegam na človeški pristni kontakt in to je tisto, kjer menim, da je pravzaprav tudi treba graditi to zgodbo. Ne. Se pravi, ta razvoj človeških virov je izziv in mi bomo v drugem delu, takoj ko zdaj dam besedo kolegici Barbari, potem tudi šli na hitro skozi tisto, kaj mislimo, da je pomembno, da se pač v tem trenutku zgodi. Za vsakim uspešnim projektom je seveda tudi ženska roka in evo, kolegica Barbara je bila tista, ki je organizirala ves teren in najbolj pozna in je škoda, da jaz o tem govorim. Evo, Barbara, izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tako je, v 2 letih smo s skupinami študentov prišli sem na teren, tudi spoznali mnoge izmed vas, ki ste danes tukaj v občinstvu in smo veseli, da ste nas lepo sprejeli. Na nekaj fotografijah bi želela samo predstaviti, kaj vse smo videli v letu 17 in 18. Kakšne so bile naše metode dela? Predvsem ogled terena, torej osebno izkustvo. Prišli smo tukaj, da bi nam pokazali, kaj imate, kaj zanimivega si lahko kot turisti ogledamo. Po drugi strani pa smo prišli kot raziskovalci, ker smo z vami izvajali intervjuje, pogovore in tako ugotavljali, kaj je tisto, kar je res primerno potem za turistično ponudbo. Tukaj nekaj fotografij. V prvem letu 2017 smo obiskali Prezid in nekaj zanimivih točk tukaj. Seveda smo spoznali Goranski vrt, rastlinjak, sprehodili smo se po ulicah, obiskali smo okoliške hiše, potem smo šli pogledati, kako se delajo skodle, živali, izvire raznih rek. Potem seveda tudi staro lokacijo zdajšnje nove vzorčne kmetije, obiskali smo zavičajno zbirko, stari gasilski dom in tako spoznali tudi kulturno dediščino tega območja. Zvečer smo bili zelo veseli, da ste nas gostili in prikazali, kako se dela krompirjevača? Krompirjev, dobro. Tudi nekaj naših študentov je poskusilo, tako da so sami videli, kako se to izdela. No, potem naslednje leto, 2018, smo obiskali širše območje Čabra. Obiskali smo muzejsko zbirko, obiskali smo kovačijo Urh. Gospod nam je lepo pokazal, kako se kuje železne izdelke, seveda tudi izvire Čabranke in tale most ljubezni. Potem smo šli v Zamost, k izviru Gerovčice, pogledali smo si Selankin mlin in pa Malinaričevo žago. Vse so nam seveda tudi lepo pokazali. Potem naslednji obisk smo naredili v Palčevi šiši, pogledali smo si stezo rudarjev in pa sam rudnik Tršče in pa seveda vse skupaj zaokrožili z legendo Petra Klepca kot enim povezovalnim elementom tega čabranskega območja. Tako, to je bilo na hitro, kaj so naši študenti počeli v preteklosti. Zdaj pa vračam besedo profesorju Koščaku, da predstavi, kaj pa od turizma tukaj pričakujemo v prihodnosti. Spomnim se prvega razgovora, kaj bi in na kakšen način bi želeli, da pač mi fakulteta obdelamo to nalogo. In seveda bila je, se spomnim, na začetku govora o sami kmetiji. Vendar smo hitro ugotovili, da sama kmetija brez destinacije, brez vas pravzaprav, ne bo mogla opravljati poslanstva. In obratno, sama kmetija seveda brez te širše ponudbe, brez vsega tega, kar smo slišali, ne bo uspešna. Zato še enkrat mislim, da so zelo pomembne te vezi z vsemi vami, kot da rečemo, lokalnimi prebivalci, ker vsak nekaj od pravzaprav tega, kar delate, lahko prispevate k tej skupni zgodbi. Zato je pravzaprav tule nekaj tistih prioritet, ki so jih naši kolegi študentje pravzaprav v tej nalogi definirali, se pravi najprej ta zagon, potem iskanje nekega trženja, načina trženja, pravzaprav razvoj kadrov, to so zadeve izpred 4 let.
Meni je največje zadovoljstvo, lahko rečem, ali pa vsaj tako kot nekemu načrtovalcu, ko pripravljaš strategijo, ko prideš nazaj na območje in je nekaj uresničenega. Veste, boljšega in večjega zadovoljstva ni. Ni pa to zmeraj tako, ne? Ni samoumevno, da se to zgodi. Zato še enkrat na tem mestu tudi z moje strani hvala vam in poklon vsem tistim, ki ste temu prispevali. To je, bi rekel, izdelek vaš vseh skupaj. Z vsemi kolegi in inštitucijami, ki so pomagale. Tega ne smete pozabiti in to je zelo dragoceno popotnica tudi za naprej. Tega ne smete zapraviti tudi, ker je bilo toliko energije vložene. Zato sem prepričan, evo, tudi, da danes, ko vas posluša človek, govorite, vidite z emocijami, ne? To je tisto, kar je, bi rekel, na nek način dokaz, da tega ne boste kar tako, bi rekel, na nek način izpustili z rok. Ne? In še enkrat pri tem, koliko se bo dalo in bo možno, bomo pomagali tudi strani naše inštitucije. Mi smo v tem času, kot sem rekel, kar določene konkretne korake že sprejeli, torej gremo naprej v tej smeri. Dobro. Se pravi, kmetija je zdaj neka srčika, če hočete, neki infocenter, vse vsebine, ki so tam predvidene, seveda, veliko jih je in upravljanje bo izziv. Tudi znanje in vedenje in strokovnost ljudi, ki bodo to upravljali, bo moralo biti interdisciplinarno. Kot vidite, so tle razne povezave že vsemi temi vsebinami, ki smo jih tudi že tako šteli, da ne bomo ponavljali se. Skratka, vsa ta vsebina, ki je nenazadnje bila predstavljena, je tisto, kar smo prepričani, da lahko potem na tej kmetiji se prezentira, se konzumira, se doživi, pravzaprav vključno tudi s tistim zelo pomembnim elementom, pravzaprav ne pozabiti, da to delamo zaradi življa, ki je slovensko na tem območju. Ne? Zdaj, mi smo seveda pogledali čez turistična očala, ampak ta element je tudi pomemben. In še enkrat toliko bolj veseli tudi, evo, tole vaše večglasno petje, čudovito. In to bo tudi, veste, zelo pomemben moment. Ni važno, da je to perfektno za ne vem, Eurovizijo, ampak srca je pa pomembno. In to pa je. To se pa čuti, ne? Tako, kmetija je seveda, vi jo spremljate, jaz sem danes prvič, sem te slike dobil, tako malo po pošti, da sem videl, kako se je dogajalo, ampak danes sem bil prvič in je res impresivna gradnja in seveda še nekaj za narediti tudi, ampak tu smo, ne? Večnamenski prostor, prireditve, predavanja so bile omenjene, ne? Šola dopolnilnega pouka in tako naprej, evo, prostor za vaše dejavnosti, ne boste se pravzaprav v nekih takih neprimernih prostorih, zdaj bo to zelo ugledno, ne? In nenazadnje potem tisti del gastronomski, ki seveda bo tudi pomemben in bo vlekel turistično ponudbo, potem vrt s kozolcem, čebeljnjak, če sem prav, bi rekel, seznanjen, nasad sadnega drevja in tako naprej, prenočišča, bi rekel tako, ne, izziv bo pravzaprav, veste tako, da predvsem to organizirati na način, da se ne bo preveč teplo, ker tle bodo različne ciljne skupine, ne, če bo nekdo prišel spat, ga bo mogoče, ne vem, tisti vsakodnev, v tem smislu bo treba biti moder, da po moje lahko gremo iz tega, da bo manj več. Mi ne rabimo tle, ne vem, kakšne količine ljudi, ampak tisti ni bodo kvalitetni, dobri, z tudi neko plačilno sposobnostjo in mislim, da na tem segmentu je treba pravzaprav tudi zastaviti prihodnje. Kot vidite, infrastruktura, ki ne bi se še zgradila, ne, izključno z nekim wellnessom, savno, seveda parkirnih prostorov, nenazadnje vse to, kar danes sodobna, ne rečemo, prometna infrastruktura potrebuje, ne. Tako da ja, to je tisto, kar pravzaprav je predvideno in kliče k tem, da se pravzaprav do konca uresniči naslednje leto, če smo prav slišali, ne. Ampak, jaz bi rekel, to je tisto, kjer mi vidimo pravzaprav ta trenutek potrebo, da se vključimo, tudi, če hočete, z našimi strokovnimi kapacitetami, namreč izobraževanje kadrov za vodenje in upravljanje te kmetije. Se pravi, jaz govorim predvsem o razumevanju, kaj je upravljanje v smislu destinacije za vse vas, ne samo za kmetijo, da se razumemo. Cela destinacija Gorski Kotar oziroma pač tisti del, ki bo formalno lahko dogovorjen, da bo sodeloval, jaz pa mislim, da bi se bilo dobro vključiti vse obstoječe že, da rečemo, inštitucije in strukture, ki delujejo. Hrvaški turizem je uspešen.
ne pozabimo tega. Ne? In mislim, da ta njihova organizacija in možnost, bi rekel, plasiranja informacij o določenih destinacijah je izjemna. Ne? Jaz imam poslovne partnerje iz Amerike, ki mi stalno govorijo, kako je hrvaška ponudba stalno prisotna. Mi smo malo bolj skromni, mogoče kdaj v tem trenutku, tam recimo, govorim zdaj o tem Lukatu Dončiću, kjer ga zdaj slovenski turizem tudi izkorišča. Ampak še enkrat, te možnosti plasiranja v smislu marketinga so ustrezne, primerne in bi jih je veljalo tudi izkoristiti. Seveda tudi ne nazadnje v povezavi z našo slovensko turistično organizacijo, ki verjamem, da bo tudi znala pravzaprav pomagati. Razmišljamo, da bi to izvedli v obliki neke poletne šole, kjer bi pravzaprav povabili določeno število vas, ki vas to zanima, da bi oblikovali neko skupino, ki bo kot pravzaprav tim prihodnje delovala skupaj in razmišljala in dajala tudi enemu drugemu malo podpore, ker bodo seveda, ne bo kar samo od sebe se to zgodilo. Ne? In potem seveda na ta način tudi pomagali pri vzpostavitvi poslovnih stikov z turističnimi agencijami, skratka s profesionalci, ki bodo pripeljali goste. Nekaj na tem je bilo že narejenega, ampak samo malo. Mislim, da tudi z določenimi prodajnimi portali, ki pravzaprav to tržijo, se pravi, to so neke strokovne ali pa če hočete profesionalne povezave, ki jih je treba vzpostaviti in ta menedžer, če hočete upravljalec, tudi te kmetije bo te kontakte moral pravzaprav razvijati, jih spodbujati, negovati in tako naprej. Drugače pač enostavno ne gre. Vem, da hodite skupaj v Trst, na Barkolanko, se pravi, ste že povezujete in te stvari bo verjetno treba tudi še v prihodnje intenzivirati. Imamo v načrtu tudi pripravo nekega poslovnega načrta, turistični, kot smo rekel, integralni turistični proizvodi, se pravi neki paketi, večdnevni, seveda z željo, da dodana vrednost ostane v prostoru. Namreč nočitev je tisti naš cilj. Mi želimo nočiteve, stacionarni turizem vzpostaviti. Seveda bo to šlo tudi korak za korakom, tudi dragocen bo vsak izletniški gost, enodnevni gost, ampak nočitve so tisto, kar pravzaprav je končni cilj. Ideja je ta trenutek, mislim, da tudi, lahko rečem, realna v smislu oblikovanja enega čezmejnega projekta, sodelovanja, jaz upam, da se bo to realiziralo, kjer bomo lahko potem te različne vsebine noter vnesli kot projektno prijavo in potem seveda zagotovili tudi določena finančna sredstva. Torej, to so načrti v tej smeri. Jaz mislim, da upam, da nisem prekoračil čas. Toliko če bodo kakšno vprašanje, smo tu in še enkrat lepa hvala vsem vam in vsakemu posebej, ki ste bili takrat naši vodiči, ker ti brez vas teh vsebin ne bi bilo prav gotovo. Hvala in veliko uspeha prihodnje. Hvala profesorju Koščaku in profesorici Pavlakovič. S tem je vsebinski blok na nek način zaključen. Torej, drugi del prireditve je zaključen, ostane nam pravzaprav samo še tisti zaključek. Po vsem tem, kar smo zdaj videli, po vsem tem, kar je bilo prikazano, da se je že zgodilo in nakazano, kaj ne bi se dogajalo v prihodnje, potem, ko nam je bila dana zlasti zdaj na koncu strani profesora Koščaka neka vizija, precej konkretna delovanja vzorčne turistične kmetije, so se morda pojavila tudi kakšna vprašanja iz vrst vas obiskovalcev, tako da vas vabim, zdaj prihajamo torej v tisti zadnji zaključni blok, ki je blok vprašanj, recimo, ali pa kakšnih tudi vaših posegov, če ima kdo od vas tudi še kakšno idejo, ki jo hoče izreči tukaj, ali pa na svet, ali pa predlog, ali pa karkoli, mikrofon je vaš, pa tudi gostje, ki so prišli iz raznih organizacij in občin, če želijo na kratko pozdraviti, kot rečeno, zdaj smo tam, lepo prosim. Hvala. Gospod Vasja Simonič, predsednik Slovenskega društva Lovran in predsednik Sveta za slovensko narodno manjšino Primorsko-goranske županije. Prosim, Vasja, izvoli.
Rudi, hvala lepa za besedo. Predvsem bi se zahvalil na priložnosti danes, da sem tu, in tudi bi se zahvalil Zoranu Ožboltu, da me povabil. Jaz sem zelo rad tudi, čeprav sem zelo poredko tu, moram priznati. Razlog je enostavno odmaknjenost tega kraja od komunikacij na Hrvaškem. No, če živiš na reki, greš v Zagreb po avtocesti in ne zaviješ proti Prezidu niti Čabru. Enostavno je tako. Zdaj s tole cesto ob Kolpi je nekaj boljše, torej malo, ker po zimi se zelo težko prišlo sem. Tako da je ta kraj nekako bil vedno odmaknjen od Hrvaške, od centra, pa tudi od srca in od denarnice, bi rekel. Ne? Tako da se niti ni vlagalo preveč v ta kraj. Žal je to tako. No, jaz kot predsednik županijskega sveta oziroma tudi slovenskega društva sem gledal in se pogovarjal pogosto, kaj je z prihodnostjo nas Slovencev tu na Hrvaškem in v tej županiji. In ni ravno lepa prihodnost. Enostavno zato, ker smo vsako leto bolj stari in vsako leto nas je manj. Obstojajo nekakšne izjeme in v te izjeme spada ravno Prezid. Prezid ima med članstvom tudi mlade ljudi in to je budućnost. Ne? Tako da imajo šanso nekaj narediti. Šanso ste jim dali pravzaprav vi, vsi tisti, ki so sodelovali s tem projektom od začetka. Rudi, ti si omenil, da so se pogovarjali že zdavnej o tem, kako bi se nekaj vlagalo na Hrvaškem, zato ker mladih ni iz nekaj razlogov na Hrvaškem. To je, da nekateri se asimilirajo, nekateri pa enostavno grejo na študij v Slovenijo in ostanejo v Sloveniji ali pa grejo naprej v Evropo in tam si najdejo eksistenco, ki je boljša kot tu. Nažalost, to je pač tako. In med našimi društvi na Hrvaškem, ki jih je 16, v glavnem so sam stari ljudje. V glavnem se tam poje, gre na izlete in ročna dela, mal dela in to je več ali manj to. Kaj nam manjka? Manjka nam dela za mlade ljudi. Delo, da oni ostanejo doma. In taken projekt daje šanso vam vsem, da to omogočite svojim mladim tu. Torej, stvari niso enostavne. Jaz za začetka, ko sem slišal za KIS, pravzaprav nisem preveč verjel, da bo kaj od tega, zato ker to je zahtevna stvar. Jaz sem se zavedal tega, da prvo moraš imeti ljudi, ki znajo in hočejo delati, potem moraš imeti ljudi, ki bodo ti to podprli, tretji nekoga, ki bo pripričali, da ti da denar za to, ker vse stane, nič ne moraš kar tako narediti. Tako da to in še sreče moraš imeti veliko. Zelo lahko se nekje spodrsneš, pa vse gre po vodi navzdol. Tako da veliko težav je tu pravzaprav, da se kaj tazga realizira in moram reči, da prvič sem se nekako zavedal, da to ima šanse, ko mi je Zoran dal tisto knjigo, ki je naredila, meni se zdi, Univerza v Mariboru. Ja, ampak Univerza v Mariboru, kaj je fakulteta. Ja, ampak tam ni bilo le o turizmu, meni se zdi, da je bilo tudi nekaj od kmetijstvu in tega noter. Torej, malo se kaj se noter prebral in se videl, da to pa ima šanse, to je kar ena resna zadeva. Zdaj sem treba nekaj ljudi, ki bo v to verjeli in ki bodo dali denar in pomagali, da se to naredi. Mislim, samo to, nekaj malega, no, ampak je nekaj še treba narediti. Danes, ko tu sem prišel sem to videl, sem prijetno presenečen, da ste prišli do tu. Slišal sem, da se dogaja, vidimo se včasih na županijskih svetih z predstavniki društva Gorskega Kotarja, pa tudi imeli smo nekakšne projekte skupne z članicami tega društva. Torej, kontaktiramo, ampak ena stvar je tako kontaktirati in malo povedati, druga stvar pa tu videti, da je stvar že kar resna. Tako da nimam kaj reči, nego vsem čestitam na tem, kaj ste dosegli in želim vam vso srečo v prihodnosti.
Hvala lepa. Želi še kdo? Vabljeni? Če ne? Konec. V redu? Ne, ni še konec. Še enkrat bo nastopil naš pevski zbor, tako da pevci, lepo prosim za vašo tretjo točko. Da ne ste mislili, da jaz vem samo mahati, vem tudi kako reči. Tako da, hvala vam za pozornost od nas. Tu nam je bo zdaj prvi en tak, da smo malo prebili let, to, kar ste vi prebijali let s temi projekti, da so ratali, vam čestitam vsem, ki ste v to vključeni, ki ste sodelovali. Zdaj za ta tretjo točko, ponavadi je tako, ne, 3 znamo, kje ročimo. Ker smo še čisto na začetku naše poti. Bomo pa malo v duhu tudi tega prazničnega časa, se pravi eno velikonočno. Tudi tam boste videli, pol so lepo pripravili izložbo, tako da zakaj pa ne bila za na konec aleluja? A ne? Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se Kristjan. Smrti pekel je premagal, stavi z groba tretji dan. Dokazal Božjo moč, je na veliko noč. Aleluja, 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 aleluja. Dokazal Božjo moč, je na veliko noč. Aleluja, 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 aleluja. Tretji dan po silni smrti, njega iščejo žemlje. Z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene. Let, kjer bi Jezus bil, šel v smrti ljubeznil. Aleluja, 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 aleluja. Let, kjer bi Jezus bil, šel v smrti ljubeznil. Aleluja, 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 aleluja. Povemo, da ima pesem moč, se nam je pridružil tudi na župnik, zaradi obveznosti ne bo prid. A nas lahko pozdravi? Gospod Marjan, ker nas lahko pozdraviš. Marjan, Izvolite, velečastnik. rekli smo, da pesem ima veliko moč, evo, čim so aleluja, odmah si došel. Mogu ja i bez njega, nije problem. Evo, zahvaljujem svima.
predsjedniku na pozivu, pozdravljam sve. Nisam se spremao za govor, tako da ne znam kojih vrsta predsjednika ovdje sve ima, ali pozdravljam sve vas koji ste se danas ovdje odazvali i baš sam mislio, ću morat šta reći ili neću. Pohvaljujem evo udrugu i KIS, ali i kulturno društvo i slovensku manjinu i sve vas koji u našem kraju radite za dobro. Kaže, ako radiš dobro, onda će ti pripisivati tvom vlastitom uspjehu. No, čini i dobro i dalje. Pogotovo ako je to dobro za opće dobro. A vidimo da je ono opće dobro najbitnije za sve nas. Radimo za budućnost, za naš kraj, pa tako radimo onda i za crkvu. Pa evo, hvala na suradnji svima vama koji surađujete sa našom župnom zajednicom i nadam se da će ta suradnja i dalje biti plodonosna kao što je bila i do sada. Sve vas još jednom lijepo pozdravljam. Živjeli, mislim da sam ja zadnji. Samo sem mislil povedati, samo trenutek, da je s tem tale prireditev, vsaj njen uradni del, dokončana. Jaz malce se zavlekla, ampak mislim, da je bila vsebinska in zanimiva. Se zahvaljujem pevskemu zboru, vsem aktivno sodelujočim, predvsem pa tudi vsem vam, ki ste se udeležili in vam rečem, verjemite v idejo vzorčne kmetije, bo zaživela, bo prava stvar, mi bomo vedno z vami. Hvala lepa, predajam besedo zboru. Hvala Svetku za vršne, ne treba šatiti. Zdaj so udruga Britvica, ki je nekako pasijado, pa udruga Trbuhavica, pa mi imamo tudi pripravili majhni domjenak. Malo se bošte pa samo ustali, da bomo te stolice pa poknile, pa naredili ljete veliko mizo. Hvala vam svem in nadam se, da bomo naprej surađivali tako kot do zdaj.